Tukaj v galeriji imamo zdaj pred sabo situacijo, ki v resnici ni umetniška inštalacija, ampak umetniški laboratorij. Gre za farmo, v kateri se goji bakterije, ki so magnetotaktične bakterije, ki jih poznamo kot bakterije, ki jih arheologi uporabljajo oziroma ko jih najdejo, glede na to, kako so v sedimentu orientirane, ugotovijo, kakšna je bila magnetosfera planeta v tisti planetarni dobi. Se pravi, da vejo, kako je bil planet Zemlja nagnjen in glede na to ugotavljajo, kje je bil osončen, kje je bil bolj osončen, kje je bil zelen, kje so bile puščave in tako naprej, kje so bili poli, seveda. In te bakterije so nastale, so se razvile na planetu že preden je bila formirana atmosfera, kar pomeni, da so anaerobne za svoj obstoj, za svoje življenje ne potrebujejo kisika. In s tem, ko je v njih oziroma v njihovih sedimentih že nekako zakodirana informacija o takratnem planetu, jih nekako smatramo kot žive organizme, ki so spomin planeta oziroma spomin, v katerega so se zapisale različne faze v življenju planeta Zemlja. No, ti umetniki in umetnice to je skupina Where Dogs Run, si je izbrala to bakterijo, da se jo dobiti še vedno na dnu močvirij ali pa zelo globokih hladnih jezer, kjer ni kisika oziroma kisika zelo malo, tam do 1%. In jih v tej farmi goji, tako da se razmnožujejo do količin, kjer lahko iz njih poberejo magnetosome, to so majhne kristalne palčke železne, ki delujejo tako kot kazalec v kompasu. Se pravi, občutljive so na magnetno polje in ko one odmrejo, padejo na tla obrnjene v smeri sever-jug. No, to lastnost ti umetniki uporabljajo zato, da potem te odmrle bakterije s posebno magnetno glavo postavijo na steklen disk in jih obračajo tako, da so, če so po koncu magnetosomi, se bere kot 1, če je horizontalno, se bere kot 0 in ta binarni zapis 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 in tako uporabljajo za to, da se zapiše nek podatek na to stekleno ploščo. Zdaj, uporabniška izkušnja oziroma izkušnja vsakega obiskovalca je taka, da pride, si posname neko izjavo preko mikrofona in potem ta sistem, ki je robotiziran, prenese to informacijo na ta disk, kjer se uporabi ta biomaterial. In ta umetniška potvoritev, ki se tukaj zgodi, je v resnici to spoznanje, koliko materiala je potrebnega za to, da se skladišči, da se spravi v spomin, v nek digitalni zapis, neka praviloma trivialna informacija. In tudi vprašanje, katere informacije so vredne spomina in katere ne, in s tem sproža to vprašanje o smiselnosti shranjevanja, o možnosti pozabe in o tej neki odgovornosti pravzaprav vseh nas, da ne smetimo v digitalnega prostora, zaradi tega, ker to potrebuje ogromno nekega materiala, onesnažuje, potrebujemo ogromno energije za te stvari in tako naprej. Celoten ta sistem, ki sem ga opisal, je sestavljen iz te mašine, ki je farma, popolnoma avtomatizirana, kjer je v bioreaktorju ustvarjeno okolje, ki je brez kisika, oziroma ta kisik se dovaja do 1%. Ta bioreaktor je opremljen s senzorji, ki neprestano spremlja
kakšno je stanje v tej posodi in glede na to potem avtomatsko dozira iz nutriente, iz stekleničk, ki so del te naprave. Ta naprava ima dva bioreaktorja, tega velikega, aktivnega, kjer je največ bakterij, in tega manjšega, zgornjega, kjer se neprestano dogaja ta pretok. In ta pretok je pomemben in potreben zato, da se te žive bakterije pošlje v monitor, to je ta okrogla stvar, ki jo vidimo tukaj na vrhu te inštalacije. In v tem monitorju lahko beremo tekst, ki smo ga memorizirali na tistih diskih. Beremo ga pa tako, da je za tem bazenčkom je približno 150 magnetov in vsakič, ko se vžge recimo črka neka črka, ki je narejena s temi magneti, recimo črka R, so tako magnetki sestavljeni, privleče k sebi bakterije in se taki piksli naredijo iz teh živih bakterij. Tako da imamo tukaj znotraj te mašine imamo samo žive bakterije, znotraj tega laboratorijskega dela je pa prikazano, kako pridobivamo iz odmrlih bakterij, kako pridobivamo te magnetosome in ta magnetni material oziroma ta železni oksid, ki ga potem magnetno lahko orientiramo in pozicioniramo na te diske in s tem spravljamo informacije s pomočjo teh železnih kristalov, ki so jih proizvedle bakterije. Torej, ta laboratorij je smislen zaradi tega, ker umetniki delajo z bakterijami, ki so izjemno delikatne, niso navajene teh pogojev, to so za njih radikalni pogoji in tudi znanstveniki, ki jih gojijo in od katerih smo dobili te izvorno vijalo, iz katerih potem multiplicirajo potem umetniki v teh inkubatorjev. Umetniki oziroma znanstveniki potrebujejo vedno samo malo bakterij. Oni ne proučujejo celih kolonij, ampak proučujejo posamezne bakterije in njihove lastnosti in kako ustvarjajo te magnetosome. Tukaj imamo pa v resnici potrebo potem, da se zgenerira neka kritična masa in nihče pravzaprav ne ve, kaj vse je potrebno za to, da ena taka ogromna generacija teh bakterij v teh popolnoma drugačnih laboratorijskih pogojih lahko preživi. In zato je celoten ta proces eno dolgo potovanje, kjer umetniki rastejo skupaj s predmetom svojega dela, če lahko tako rečem, zaradi tega, ker se morajo naučiti, kako delati s temi živimi organizmi, da lahko potem dosežejo ta umetniški učinek, ki ga sami želijo.